Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat bomo v čarobni družbi Božičkovega pomočnika Vilina Tjana. Namreč Božiček in gospa Božičkova imata za Tjana prav posebno nalogo, ki lahko uspele njemu. Res me zanima, kako se bo Tjan spopadal s to posebno nalogo. Bo uspel s svojo iznajdljivostjo in pogumom izpolniti pričakovanja Božička in gospe Božičkove? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zgodbi, nastali v okviru projekta Pismo Božičku, ki je nastala izpod peresa pisatelja Boštjana Gorenška z naslovom Kako je Božičkov Vilin Tjan osrečil Lili. Nekega tihega meglenega večera je Lili v svoji majhni temni sobici, ki jo je delila z bratoma, sedela za mizo in otožno pisala pismo. Dragi Božiček, vem, da je do Božiča še več kot 2 meseca. Vem tudi, da dobiš nešteto pisem in vsakega najbrž ne moreš prebrati. Ne želim si igrač ali novega telefona. Vse, kar si želim, je, da doma ne bi bilo več tako tiho. Oče in mama sta cele dneve v službi. Ko sta doma, sta utrujena in se med sabo ne pogovarjata, kaj šele z mano ali bratoma. In, dragi Božiček, vem, da sta Oskar in Bor starejša in jaz majhna. Prosim, pomagaj, da se bosta z mano igrala in ne bom ves čas čisto sama. Tvoja Lili. Ko je pismo zaprla v kuverto, ji je iz očesa pritekla solza in padla na pismo. V tistem trenutku se je soba močno zlato zasvetlikala in ko je Lili prestrašeno pogledala na mizo, pisma ni bilo več. Ravno v tistem času je v Božičkovem domu potekala predpraznična zabava. Približeval se je namreč čas, ko bodo začeli pripravljati darila in peči slaščice. Vilin Tjan je ravno pripovedoval šalo, ko je naenkrat močno blisknilo in pred Božička je padlo svetlikajoče se pismo. Vse je potihnilo. Božiček je previdno vzel pismo, ga pregledal z vseh smeri in počasi odprl. Tiho ga je prebral, predal gospe Božičkovi, da ga je prebrala tudi ona, vzel nazaj in rekel: Kaj takšnega? Skrbno poslušajte. Pismo je prebral na glas in vsi so ostali brez besed. Le solze, ki so se utrnile iz oči Vilinov, so se nežno svetlikale po dvorani. V Božičkovi pisarni so se zbrali Božiček, gospa Božičkova in Vilin Tjan. Gospa Božičkova je resno rekla: Lili potrebuje našo pomoč. Božiček je prikimal. Tjan, letos imam zate prav posebno nalogo. Tjan je hitro rekel: Karkoli boš želel, Božiček, Lili hočem pomagati. Božiček je tiho rekel: Tjan, letošnje praznične dni ne boš pomagal bratom Vilinom, ampak boš pomagal Lili. Poslal te bom v njen dom, kjer boš svoj pogum in dobroto delil Lili in njeni družini. Tjan je odvrnil: Ampak kako, Božiček, saj me otroci ne smejo videti? Ne bodo te. Čez dan boš kot lutka opazoval družino, ponoči pa boš oživel in takrat boš lahko pomagal Lili. Gospa Božičkova se je široko nasmejala. Tjan, če komu, bo uspelo tebi.
Božiček pa je dodal: dober mesec časa imaš, da s svojo bistroumnostjo in pomočjo brata Vilinu ugotoviš, kako ji boš pomagal. Vilin Tjan je hitro smuknil v dvorano in vsem Vilinom povedal, kakšno nalogo mu je zaupal Božiček. Vsi so se razveselili in začeli dajati pobude. Vilin Tjan si je zapisoval ideje, o njih premišljeval in hitro je minil mesec, ko ga je Božiček poklical v pisarno. Vidim, da si pripravljen. Veseli me, da si za pomoč prosil brate Viline, saj lahko le skupaj pomagamo Lili. Po večeri pridi v mojo pisarno, pripravljen na svojo pustolovščino. Tjan je veselo pokimal, se šel poslovit od bratov Vilinov, Božiček pa je vzel pisalo in napisal: draga Lili, vedno preberem srčne želje otrok, zato ti pošiljam Vilina Tjana. Postani nasmejana, tvoj Božiček. Nasmehnil se je in skrbno pripravil čudežni prah. Po večeri je Vilin Tjan prišel v Božičkovo pisarno, kjer mu je Božiček predal pismo in rekel: jutri se bo znašel pri Lili doma. Če me boš res potreboval, ponoči pozvoni zvončkom, ki ga imajo na omari. Vsi so se objeli, si zaželeli srečo in nudili ga je 3-krat mokro obliznil. Božiček je vzel čudežni prah, izgovoril čudežne besede in prah pihnil Tjana. Božičkova pisarna se je zasvetila in Tjan je izginil. Naslednje jutro je Lili kot vsako jutro šla v kuhinjo pripravljati zajtrk za družino. Na mizi je zagledala lutko in pismo. 3-krat si je pomela oči ter začela tekati po hiši in glasno vzklikati: hvala, hvala! Oče, mama in brata so prihiteli pogledati, kaj se je zgodilo. Lili jim je skočila v objem in se jim zahvaljevala za darilo. A vsi so jo le začudeno gledali. Ko so pogledali na mizo, je Oskar hitro skočil, vzel lutko in pismo ter ga na glas prebral. Vsi so presenečeno poslušali in Bor se je začel na glas smejati. Lili si je sama napisala pismo in kupila igračo. Vsi so se nasmejali in šli naprej po svojih opravkih. Lili pa je iztrgala Tjana iz Oskarjevih rok in pohitela v svojo sobo. Tjana je močno stisnila k sebi in se presrečna zahvalila Božičku. Ko se je Lili vrnila iz šole, je najprej objela Tjana in naredila nalogo. Ko sta domov prišla še brata, sta jo pričela zbadati. Hitro nama pokaži Vilina Tjana, da nama izpolni kakšno željo. A Lili se je samo nasmejala in ga še močneje stisnila k sebi. Ker sta Oskar in Bor ugotovila, da je zbadanje ne gane, sta zvečer Tjana vzela, ga zavezala na strop in ji rekla: če je res Božičkov Vilin Tjan, se bo že rešil. Seveda jo je naslednje jutro čakal na njenem stolu s kratkim sporočilom: bodi nasmejana. Naslednji večer sta izkrila šolske zvezke in svinčnike. In spet so bili vsi zvezki in svinčniki naslednje jutro na njenem stolu, zloženi, na njih pa je sedel Tjan s sporočilom: morala se bosta bolj potruditi. Spet naslednji dan sta izkrila očala in zobno ščetko. In spet je Lili vse čakala na stolu s sporočilom: vsi imamo radi skrivalnice. To se je nadaljevalo dan za dnem. In neke noči je Tjan pozvonil na zvonček na omari. Prikazal se je Božiček in rekel: Tjan, je vse v redu? Tjan je odgovoril: Lili je vsak dan nasmejana, a brata še vedno samo nagajata, starša pa še vedno samo gledata v telefone. Mislim, da moramo poklicati na pomoč še Nudlija. Božiček je premišljujoče pogledal in izginil. Naslednje jutro je Lili našla Tjana pred vrati s sporočilom: hitro odpri vrata, Nudlija zebe.
Lili je začudeno odklenila vrata, ko je vanjo kot iz topa skočil psiček, ves premočen in bel od snega. Podrl jo je in jo začel vso nasmejano lizati po vratu. V tistem sta pridrvela starša in zadaj še brata, vsi pa so v en glas vzkliknili: Kaj dela moker pes v naši hiši? Nudli ni čakal in je začel milo stokati. Lili ga je spet objela in rekla: Tjan ga je pripeljal, moramo ga imeti. Ker se je staršema mudilo v službo, sta samo skomignila in odhitela. V naslednjih dneh je hudomušni Nudli ves čas tekal z Lili, Tjan pa je vsako jutro v sporočilu napisal novo igro. Kmalu so se Lili in brata že skupaj igrali, nato pa sta se pridružila tudi oče in mama. Tjan jih je z velikim veseljem spremljal, saj ga Lili ni nikoli spustila iz rok. 3 dni pred božičnim večerom je Tjan zopet pozvonil zvončkom. Ko se je Božiček prikazal, mu je navdušeno rekel: Božiček, uspelo nama je. Nudli lahko gre domov, da se ne bodo preveč navezali nanj. Jaz pa bi ostal še do božičnega večera. Božiček je zadovoljno prikimal in izginil. Naslednje jutro je Lili in družino Tjan pričakal pred vrati s sporočilom: Nudli je moral domov, imel se je lepo, hov, hov. Vsi so se žalostno pogledali, a kmalu veselo zasmejali, ko so se spomnili vseh čudovitih skupnih trenutkov. Lili, Bor in Oskar pa sta v en glas rekli: Oči, mami, ali lahko dobimo kužka? Prosim. Oče in mama sta se samo spogledala in nasmejala. Še tisti dan sta šla v zavetišče za živali in tam našla mladega kužka, ki je bil Nudliju zelo podoben. Povedala sta, da prideta ponj na božični večer. Naslednji dan so prvič skupaj postavili in okrasili božično drevo. Lili je z mamo pekla božične piškote, oče in brata pa so z lučkami prvič okrasili tudi hišo. Tjan pa je vsako noč veselo plesal po hiši in jim pripravil novo sporočilo. Prišel je božični večer. Vsi so sedeli za mizo, Lili je v naročju držala Tjana in veselo so se pogovarjali o dogodivščinah prazničnega decembra, Nudliju in ostalih lepih skupnih trenutkih. Takrat pa Oskar vpraša Lili: Lili, zdaj pa nam povej, kje si kupila Tjana in kdaj si se tega domislila. V tistem trenutku je na strehi nekaj zacingljalo in cela soba se je zlato zableščala, da so si morali vsi pometi oči. Pogledali so v božično drevesce. Pod njimi so bile 4 majhne zlate škatlice in ena večja. Hitro so stekli do drevesca in začudeno odprli vsak svoje darilo. Starša in brata so dobili zlate kompase, Lili pa plišasto igračko Nudlja s sporočilom: Tvoj Tjan. A glej ga zlomka, kakorkoli so zlate kompase obračali, vedno je puščica kazala na Lili. Lili je rahlo zardela, stisnila Nudlja k sebi, pogledala v nebo in tiho rekla: Hvala, Božiček, hvala, Tjan. Stekla je k mizi, da bi stisnila še Tjana, a lutke ni bilo nikjer. Tisti trenutek je v sebi vedela, da je njeno željo prav zares izpolnil Božiček. Takrat pa je nekaj zacvililo, Lili in brata so pogledali naokrog in videli starša s škatlo v rokah. In iz nje je gledal majhen smrček. Stekli so do njiju in se skupaj s kužkom, ki so ga poimenovali Nudli, igrali še pozno v noč. Tisti čas sta na Božičkovih saneh široko nasmejana pot že nadaljevala Božiček in Vilin Tjan. Komaj sta čakala, da razdelita vsa darila, ter gospe Božičkovi in Vilinom povesta, kako čudovito božično pravljico so skupaj ustvarili. Dragi otroci in dragi starši,
pogovora, skupne igre in smeha ne premaga še tako veliko darilo. Božiček in Tjan. Čudovita ter zelo ganljiva zgodba. Vili in Tjan je s svojim obiskom deklici Lili pričaral nasmeh na obrazu in dokazal, kako pomembno je, da si vzamemo čas drug za drugega. Včasih lahko že drobna pozornost, lepa beseda ali prijazna gesta nekomu polepša dan. Bravo! Otroci, današnja čarobna zgodba je tretja iz serije dogodivščin Vilina Tjana. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še ostalim 3 vilinskim zgodbam, ki so polne zanimivih dogodivščin ter čudežev. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in le stisnite se k svojim najdražjim. Pošiljam vam vilinski pozdravček. Čau, čau!